nadležni in nevarni. Komarji vsako leto s prenosom virusov ubijajo več kot 700 tisoč ljudi. Na tropskih območjih prenašajo malarijo, dengo in druge nevarne bolezni. In ker obstaja možnost, da bi se te bolezni razširile in ustalile tudi pri nas, mikrobiologi komarje redno pregledujejo. Fokus Petre Čertanc-Mauser bo odgovoril na vprašanja, katere vrste živijo pri nas, kaj privlači komarje in kako se pred njimi zaščititi. Ne kače, morski psi ali mogočne mačke. Ta nekaj milimetrov velika žuželka zaseda prvo mesto med najnevarnejšimi živalmi na svetu. So najbolj smrtonosni. Brez krvi, ki jo sesajo, ni potomstva. En obrok krvi zadošča tam od 20 do 50 jajčec. Prenašalci bolezni, krivci za nadležne in srbeče pike. Samica lahko večkrat tiči v istem dnevu, v isti uri. Komarji grenijo nam življenje, povzročajo nevšečnosti, kako nas zavohajo, kaj jih privlači. Jih privabljamo s svojim izdihanim zrakom. In tega zaznajo lahko tudi že na razdalji 30 metrov stran od svojega gostitelja, tako da to je tisto, kar jih najbolj privabi. Odvisno od tega, kako imamo sestavo bakterij na koži, tudi različno dišimo komarjem. Zato nekoga pikajo bolj, drugega manj. Prav tako so dovzetni na premikanje kontraste okolice, temnejše in žive barve, znoj na koži, toploto telesa. Vse to jih privablja. Kako se torej pred komarji zaščititi? Posredno s prenašanjem virusov letno ubijajo dobrih 700 tisoč ljudi, največ zaradi malarije. S čem se prehranjujejo, koliko krvi spijejo, katere bolezni prenašajo. Na svetu je opisanih okoli 3500 različnih vrst, raziskovalci so jih v Sloveniji odkrili 41, a prepričani so, da jih pri nas živi še več. Torej, to je pas, ki ste jo namestili včeraj? Tako je, uporabljamo predvsem za lov domorodnih vrst komarjev. Včeraj smo postavili pas za lov gravidnih samic. To so samice, ki grejo odlagati svoje jajčica. Vsi komarji ne prenašajo vseh virusov. Malarijo prenašajo komarji mrzličarji, dengo več različnih vrst. Če poznamo vrstno raznolikost, potem bomo lažje predvideli, katere bolezni pri nas komar lahko prenese. Zadnja 3 leta so raziskovalci izvajali monitoring komarjev na več kot 230 lokacijah. Lučka jih privabi in ko pridejo blizu lučke, jih ventilator posrka v vrečo, odkoder ne morejo pobegniti ven. Delujejo na zelo enostavnem principu. Noter damo vodo, malo sena, to naj bi privabljalo samice komarjev k odlaganju jajčec. Tukaj pa en tak tunelček z ventilatorjem v sredini in ta posrka samice komarjev, ki prihajajo odlagati jajčeca v past. To je zemljevid najnevarnejših bolezni, ki jih prenašajo komarji. Najbolj so na udaru Južna in Srednja Amerika, Afrika in jugovzhodna Azija. Območja v bližini ekvatorja so posebej ugodna za razvoj in obstoj komarjev, ki imajo radi tropsko klimo. Toplo vreme z veliko vlage. Tam je tudi smrtnost kot posledica pika komarjev najvišja. A tudi pri nas, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, smo imeli hujše zdravstvene primere. Smo zabeležili primere vročice Zahodnega Nila. Leta 2018 smo zabeležili 4 primere neuroinvazivne bolezni. Vsako leto imamo nekaj primerov malarije, kjer so se potniki okužili v tujini. Vse ostale bolezni vnesemo iz tropskih in subtropskih področij. Po vrnitvi s potovanj dopustov. V Evropo so na ta način prišli skoraj vsi primeri malarije. Samo lansko leto je z območij, ker prevladuje denga, na staro celino vstopilo 19 milijonov potnikov. Vsako leto imamo tudi kakšen primer denge. V Sloveniji so se ustalile 3 tujerodne vrste komarjev, japonski, korejski in tigrasti. Najbolj prisoten je ravno tigrasti. Ima tako značilno črno barvo telesa in nog z belimi vzorčki. Navadni komarji ponavadi niso tako zelo črno-beli. Tukaj je našel svoj življenjski prostor. Vsaka, tudi najmanjša količina stoječe vode je zanj dovolj, da odloži jajčeca in se razširi, pojasni Tomi Trilar, kustos v Ljubljanskem prirodoslovnem muzeju. So pokopališča naselile tujerodne vrste, predvsem tigrasti komar,
deloma tudi japonski komar, ki so zasedle tisti življenjski prostor, ki ga naši komarji in tudi njihovi plenilci ne zasedajo. Kar skrbi strokovnjake je, pojasnjuje doktorica Katja Adams z Primorske univerze, ki se s komarji ukvarja že vrsto let, da gre za vrsto, ki je zmožna prenosa najhujših bolezni. Ker je sposoben prenosa recimo denge in čikungunje, ki sta svetovno gledano zelo problematični. Če pride do vnosa, se lahko tudi pri nas zgodi ta prenos. V Italiji so imeli 2 izbruha čikungunje že, taka obsežnejša. Vsa Evropa pa trepeta pred prihodom komarja ščitarja. Ta je glavni prenašalec virusa denge, s katero se letno okuži 390 milijonov ljudi. Hkrati prenaša ziko in rumeno mrzlico, ki jih v Evropi še ni. Že nekaj časa je prisoten na Madeiri, nekaj let tudi na Cipru. Zato je pravi možnost, da pride k nam velika. Te komarje sedaj shranimo v skrinjo, tako da umrejo in jih potem pod stereomikroskopom pogledamo, določimo z določevalnimi ključi. V 3 letih so na ta način po vsej Sloveniji ujeli dobrih 85.000 komarjev. Pod mikroskopom so pregledali prav vsakega. Ki so zdaj zmrznjeni, vedno prinesejo zmrznjene komarje iz terena, zaradi tega, da se virusi ohranijo. Ker če bi bili na sobni temperaturi, dedni material od virusov razpade in v tem primeru pač ne bi dobili pač ničesar, ne? Raziskovalna skupina z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo je postavila temelje za sistem zgodnjega obveščanja o morebitnih boleznih. Če virus najprej odkrijejo v komarju, potem lahko pravočasno predvidijo pojav bolezni v populaciji. Podrobno pogledamo vsak del komarja. To je komar od blizu. Obustni aparat v velikosti polovice telesa kripije s tako imenovanim proboscisom. Podoben je medicinski igli. Čeprav kri pijejo le samice, se tako dobijo beljakovine za razvoj jajčic, ga imajo tudi samci za črpanje nektarja. Z njim se namreč komarji prehranjujejo. Skupina francoskih raziskovalcev je pred 10 leti v pariškem laboratoriju posnela trenutek, ko samica komarja pije kri pri gostitelju. Ko predre kožo, išče kapilare, da pride do svojega obroka. Imajo tudi kemoreceptorje za zaznavanje žile oziroma kapilare. Kri pije od nekaj sekund pa vse do 1 minute. Po eni cevki srkajo kri, po drugi cevki pa v to mesto voda spuščajo slino. V tej slini sta antikoagulant, ki preprečuje, da bi se kri starjevala, medtem ko jo pije. Hkrati pa sicer zelo blag, ampak anestetik, zato da žrtev ne bi čutila tega uboda. In prav slino komar prenaša viruse. Ko jih sortirajo po vrsti, jih oblikujejo v skupine, nato naredijo še mikrobiološko analizo. Zdaj pa komarje odnesemo na to v laboratorij, zato da pridemo do tkiva, v katerem so virusi, moramo komarje zdrobiti. Komarjem dodamo nekaj medija in pa eno jekleno kroglico in jih damo v aparat, ki komarje stre. Mikroorganizme, ki lahko povzročijo bolezni pri gostitelju, so našli pri navadnem komarju. Ta je prenašalec virusa zahodnega Nila in pa pri njem smo dokazali tudi virusu Sutu, ki je virus soroden virusu zahodnega Nila. Pri ljudeh ne povzroča hude klinične slike in je večinoma asimptomatski. Težavo pa predstavlja pticam. Ponavadi so kje ob robovih, kot so takali stebrički, se radi skrivajo. Poskušamo v takšnih manjših bazenčkih uloviti. Razvoj komarja poteka v 4 fazah. Ko samica izleže jajčica, se iz njih razvije ličinka. Nato se zabubi in iz nje pride odrasel komar. Če so razmere v okolju primerne, kar se pri nas dogaja v poletnem času, ta cikel traja le 1 teden. To pomeni, da vsak teden iz vode izplavajo nove in nove populacije komarjev. Ti aktivni črvički, ki se migajo in plavajo, to so ličinke komarjev. Vidimo, da so različnih velikosti, to so različni stadiji razvoja. Tigrastim komarjem je denimo dovolj zamašek vode, da lahko izležejo jajčica. Druge vrste jih polagajo na površini stoječih voda ali na rob vodnih habitatov, kjer tudi do 1 leta lahko čakajo na primeren trenutek, povišano vodostaje ali poplavo, da se izležejo. Zato se pogosto dogaja, da je komarjev naenkrat zelo veliko. To so prizori iz sosednje Hrvaške. Tam je posebej na območju Osijeka komarjev toliko, da ne omogoča prebivalcem, da bi se normalno gibali zunaj. V Sloveniji denimo insekticidov proti komarjem ne uporabljamo.
Strokovna skupina se je že pred leti odločila, da teh ne bomo uporabljali, dokler so komarji samo nadležni, zato ker se da zgoditi, da se lahko pojavi odpornost. V tem primeru, če pride pa do nekega izbruha bolezni, ne bi bili 100% učinkoviti. Poleg tega insekticidi lahko pomorijo celotno populacijo žuželk, tudi čebele, kar močno škodi okolju. Zato razmišljajo, da bi se komarjev lotili na druge načine, tudi s sterilnimi samci. Samce, ki jih ločijo od samic, žarčijo z gama žarki. Ti samci se parijo z samicami, ki so tam naravno prisotne, in posledica tega je, da odložijo jajčica, iz katerih se potem ne razvijajo potomci. V teoriji je metoda uporabna, pojasnjuje, ali je tudi v praksi, še ne vedo. Konkretnih rezultatov in številk o tem, za koliko in ali se je populacija komarjev na območju, kjer so jih izpustili, zmanjšala, še ni. V vseh 4 obalnih občinah se proti komarjem borijo z nanosom tako imenovanega akvataina. To je tudi edino sredstvo, ki ga pri nas uporabljamo za zatiranje komarjev. Nanaša se v bistvu na javne površine, tam, kjer je stoječa voda. Ni biocid deluje mehansko na vodi, ustvari plast, ki komarju prepreči, da pristane in odloži jajčica. Voda je potem še vedno uporabna za zalivanje, zato je primeren tudi za domačo uporabo. Kakšna kapljica že akvataina zadostuje enkrat na mesec v cvetličnih lončkih ali pa kakšnih drugih posodah. Invazivne vrste komarjev v Evropo pridejo z mednarodnim prometom. Letališča in luke so lahko vstopna mesta. Na ta način je v Evropo prišel tigrasti komar, ki nam zdaj ne da miru. Tigrastega komarja so prinesli iz jugovzhodne Azije. Domneva se, da so bili pripeljani z enim transportom odpadnih gum. Drugi način pa je bil prenos z draceno, okrasno rastlino, ki jo prenašajo kot rezano cvetje. Zato se zaradi bližine luke Koper in močnega mednarodnega prometa na obali zavedajo nevarnosti. Kolikor nam je znano, tudi te gume načeloma se prišprica oziroma pa se izvaja tudi neke preventivni ukrepi, da ne bi prihajalo do tega, ampak veste kako, marsikaj se lahko zgodi, lahko tudi kdaj okužen komar uide. Ravno zato so zavedanje, monitoring in preventiva nujni, da lahko pravočasno ukrepamo. Moteč zvok, ki ga slišimo, ko so v naši bližini, je njihovo utripanje kril. Različne vrste utripajo z različno frekvenco, da samci lažje prepoznajo samico svoje vrste. Kako pa se pred neugodnimi srbečimi piki zaščitimo? Nekateri ljudje lahko razvijajo celo alergijo. Spirale, električni odganjavci, sveče, lopari, repelenti, kreme, kako učinkoviti so? Torej, kaj deluje pri komarjih, je še vedno velika neznanka. Pojasnjuje dr. Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo. Nedvomno pa so to eterična olja, ki jih na fakulteti preučujejo in posredno spremljajo razvoj repelentov. So to eterična olja, ki vsebujejo komponente, ki dišijo tako ali drugače na limonce oziroma po citrusih, po limonah, po pomarančah, niso pa čudežna. Predvsem pa eterična olja hitro izhlapevajo, zato jih je treba nanašati pogosto. Repelenti, s katerimi skrijemo vonj naše kože, lahko vsebujejo tudi sintezne učinkovine. Največkrat se uporablja DET, uporablja se v različnih koncentracijah, od 10 do 30%. Višja, ko je koncentracija, dlje časa deluje. Komarje poleg vonja po citrusih odganja tudi sivka, saj ima kljub drugačnemu vonju, pojasnjuje dr. Štrukelj, podobne učinkovine. Prav tako tudi nekatere druge manj razširjene rastline. Praktično vse kmetije, hiše na kmetijah v Sloveniji so imele na oknih roženkraut in s tem so odganjali mrčes. Če potujemo na območje, kjer je komarjev veliko in so okuženi, so navodila bolj striktna. Zdaj, če potujemo v trope, dobro imeti repelenti, ki vsebujejo več kot 30% snovi DET s kratico. Pri vseh repelentih in mazilih velja, da lahko povzročajo neželene reakcije. Zato je posebej pri otrocih sredstvo vedno treba najprej nanesti na en del kože in vsaj 15 minut počakati, če se pojavi reakcija. Za človeka so komarji nadležni, vendar opozarja dr. Trilar, imajo svojo nalogo v naravi. V nekaterih stoječih vodah predstavljajo večino hrane, tako za plenilske žuželke, kot za dvoživke, recimo paglavce, njihove ličinke, kot za ribe. Največja dobrobit komarjev je recimo na Antarktiki, kjer živijo rože cvetnice, zaradi tega, ker so to edini opraševalci. Hkrati pa se sprašujejo pravi, kakšna je vloga tujerodnih vrst, ki smo jih sami prinesli in jim z nedoslednim ravnanjem ustvarjamo ustrezne pogoje za razmnoževanje. Če
Jaz doma poskrbim za to, da obrnem vse posode, ki niso potrebne, če pokrijem posode, ki niso potrebne, sosed pa ne naredimo veliko. Najbolj banalna stvar, kjer smo našli populacijo ličink tigrastih komarjev, je bila sveča proti komarjam. Klimatski trendi in toplejše vreme bo stvari Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ustvaril še boljše pogoje za nastanitev tigrastega komarja, tudi v severnem delu Evrope. Višje temperature lahko doprinesejo večji razširjenosti virusa zahodnega Nila. Če imamo pač daljša poletja, bolj topla poletja, več padavin, več poplav, to seveda vse vpliva na številčnost nekih vektorjev. Le en pik lahko prinese okužbo, zato je z ukrepi treba začeti na domačem dvorišču, balkonu, pokopališču. Ne puščajte nepokritih plastenk, sveč ali posod, v katerih se lahko nabere voda. Redno čistite žlebove, skrbite za ribnike, vodnjake, bazene. Ostanki vode predstavljajo idealno obišče za komarje. Če odstranimo in zmanjšamo možnosti za razmnoževanje. Zdaj pa še pogled v nadaljevanje oddaje.